Dober dan in lepo pozdravljeni na 35. Slovenskem knjižnem sejmu. Zelo me veseli, da se vas je nabralo toliko ob temi, ki je pravzaprav malce bolj specifična. To je tema o prevajalcih, prevajanju in vseh tegob, ki jih pri tem spremljajo. Glede na raziskavo o branosti v Sloveniji, jaz upam, da bo res še izhajalo toliko in toliko knjig. Raziskava namreč pove, da manj kot polovica Slovencev prebere eno knjigo na leto, več kot polovica pa nobene. Skratka, zelo slabi rezultati raziskave so. Jaz upam, da tale sejem pripomore tudi k temu, da bodo ljudje začeli ponovno brati. Je pa to mogoče tako kot s televizijo in radijem. Takrat, ko je prišel radio, smo vsi mislili, da je konec televizije. Zdaj, ko imamo internete in vse ostale zadeve, mislimo, da je konec knjigo, ampak jaz srčno upam in seveda navijam za to, da bo knjiga ostala tisto, kar vzamemo v roko in tisto, kar seveda tudi preberemo. Kako pa prevajalci, to bo pa naslednja ura. Barbara Pregl bo to vodila in jaz kar predlagam, da začnemo, ker smo zelo pozni že. Ja, hvala. Lepo smo, precej smo omejeni s časom, mislim pa, da bomo mi tudi marsikaj želeli povedati. Lepo pozdravljeni še enkrat. Tokrat o prevajanju. Prevajanje je po zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah, z nekaj izjemami seveda, opredeljeno kot avtorsko delo. Književni prevajalci in založniki razmerja, povezana z izdajo avtorskega dela, urejajo seveda z avtorsko pogodbo. Avtorska pogodba pa seveda ni zgolj papir, ki ga podpišete dve pogodbeni stranki, pač pa pomembno določa pravice avtorjev in avtoric prevodov. O tem, kaj je z avtorskimi pogodbami določeno, kakšno je trenutno stanje v Sloveniji, kaj ne vsebuje vzorčna avtorska pogodba, kakšne so uzance pri nas in po svetu, torej o vsem tem bomo govorili v naslednjih nekaj minutah na pogovoru, ki poteka v okviru okroglih miz Pridobljeno s prevodom, ki jih organizira Društvo slovenskih književnih prevajalcev, sofinancira pa Javna agencija za knjigo, in kjer bodo svoje izzive in pričakovanja predstavili poznavalci, prevajalci in založniki. Moji sogovorniki so Vlasta Vičič, Iztok Ilc, Mateja Seliškar Kenda in Nataša Detič. Dovolite mi, da jih na kratko predstavim. Začela bi kar pri gospe Vlasti Vičič. Po svoji osnovni izobrazbi filozofinja, literarna komparativistka, z res dolgoletnimi uredniškimi izkušnjami, na jako skrbi za področje založništva, kjer letno spremlja okoli 120 projektov, kar ji omogoča res zelo širok pregled nad slovensko književno produkcijo. Srečujemo jo tudi na književnih sejmih povsod po svetu. In tudi, ko potuje, ne more brez literature, kot smo lahko brali letos poleti, se je oglašala tudi iz Ukrajine, tudi v povezavi z literaturo. Potem najprej na moji desni, bom šla kar po vrsti, je Nataša Detič. Nataša tokrat predstavlja Društvo slovenskih založnikov, je pa slovenistka in rusistka, magistrica slovenistike z raznovrstnimi izkušnjami, lektorica, urednica, direktorica znanstvene založbe, ustanoviteljica in vodja založbe Ocean. Od leta 2018, mislim, ne vem, boš popravila, če letnica ni prava, pa predsednica tudi Društva slovenskih založnikov. Od januarja letos, no, super, se pravi, ja. No, z nami je tudi Mateja Seliškar Kenda iz Društva slovenskih književnih prevajalcev, komparativistka, francistka, z doktoratom iz nizozemske in flamske avantgarde. Prevaja z nizozemščine, flamščine ter francoščine. Za belo knjigo, ki jo je lani v sodelovanju z vsemi drugimi slovenskimi prevajalskimi društvi izdalo Društvo slovenskih književnih prevajalcev, je pripravila prispevek o vzorčni avtorski pogodbi. In ne nazadnje, z nami je tudi Iztok Ilc, ravno tako iz Društva slovenskih književnih prevajalcev, francist in japonolog, ki si prizadeva za izpolnjevanje prevodnih belih list pri poznavanju sodobne japonske književnosti v Sloveniji. Dejaven pa je tudi v okviru DSKP-ja v mednarodnem prostoru, je namreč slovenski predstavnik v Mednarodni zvezi književnih prevajalcev Seattle in član sveta JAK. Tako da
hvala, ker ste si vzeli čas, hvala vsej publiki tudi, ker ste si vzeli čas in bi kar prišli k tem, kar pravzaprav bi nekako danes želeli radi izpostaviti. Namreč z današnjim dnem bi DSKP rada začela dialog o vzorčni avtorski pogodbi. Radi bi izpostavili izzive, dobre prakse, uzance, ki bodo, in to se nam zdi zelo pomembno, v korist obeh pogodbenih partnerjev, ki sklepata avtorsko pogodbo. Zdaj bi pa kar začeli, Mateja, s tabo. Skupaj s soprogom Jakobom Jašo Kenda sta za Belo knjigo pripravila en zelo zanimiv, pregleden prispevek o elementih korektne avtorske pogodbe. Vprašanje je, kakšni so ti, torej kateri so ti elementi in kakšna je slovenska realnost? Naj najprej povem, da smo se odločili, da gre prispevek o vzorčni avtorski pogodbi v Belo knjigo zato, ker se stanje na tem področju drastično slabša. In je mogoče zdaj res skrajen čas, da se to zajezi, zaradi tega, da se po eni strani zaščiti samega literarnega prevajalca na Slovenskem, po drugi strani pa, da se pravzaprav tudi prenovi knjižni trg, kjer je ravno zaradi teh slabih razmerij med deležniki, mislim, pač stanje takšno, kot je. Zdaj, pri tem smo se upirali nekako na smernice, ki jih je že tudi podalo samo Društvo književnih prevajalcev, ki imamo svoja merila in priporočila, kakšne bi te pogodbe morale biti. Po drugi strani smo se upirali na Ceatlove smernice. Ceatl je, kako že, Evropski svet književnih društev književnih prevajalcev, tako je, ki je ravno letos dopolnil te smernice. In pravzaprav je stanje tako, da smo ugotovili, da so sporna določila, ki jih danes dobivamo v podpis prek pogodb, pravzaprav treh vrst. Prva so prenos avtorskih pravic, ki jih prevajalec prenaša na založbo, druga zadeva višino avtorskih honorarjev, seveda, in tretja, roke izplačila honorarjev, ki so tudi vedno bolj problematični. Zdaj, če grem k prvemu sklopu z avtorskimi pravicami, o čemer bo povedal več tudi še potem Iztok, se mi zdi, je zdaj stvar taka, da seveda mi nekatere materialne pravice predajamo na založnika, to je normalno, ampak potrebne so pa neke omejitve, ki jih danes nekako založniki se jim izogibajo. Tukaj gre zdaj za omejitev glede na število izvodov, glede na časovno omejitev, za koliko časa predajamo neke pravice, in pa seveda območne, mislim, za katero območje mi predajamo pravice, zaradi tega, ker v nekaterih pogodbah dobimo recimo, da predajamo pravice za distribucijo tega našega književnega dela za vse čase in za vse dežele tega sveta. Kar je čista neumnost, ker seveda v Sloveniji je pač govorcev slovenščine, kolikor nas je, in je knjižni trg pač kakršen je. Skratka, te stvari je treba, se mi zdi, da dogovoriti, tudi v zvezi z kolektivnimi organizacijami, kjer je to tudi že deloma urejeno, in nekako osvesti tudi mlajše prevajalce, ki mogoče nimajo toliko izkušenj, da se jim reče, lej, niti treba vseh pravic prepisati za vse večne čase na založbo. Druga, seveda sporna, mislim, problematična stvar so te naši ljubi honorarji, ta višina, ki je z strani Javne agencije za knjigo nekako določen honorar 280 evrov na polo. To je tarifa, ki naj bi bila priporočena, ampak minimalna tarifa, za izdajo nekega dela. Založnik seveda bi imel možnost, da ta honorar poveča, ampak moramo se zavedati, da je to skratka v Sloveniji maksimalni honorar. Medtem ko, in še to sem v glavnem v primeru subvencioniranih knjig. V primeru vseh drugih izdaj je praktično honorar tam od 160 evrov pa tja do 80 evrov na avtorsko polo, kar je v bistvu spravlja
literarnega prevajalca v obupen položaj, čist finančno je to že neizvedljivo, s tem, da se s tem veča tudi naša norma. Prevajalci smo imeli leta 1994 normo 4 pole na mesec, ne? Ampak samo 44 na leto, skratka en mesec smo imeli kakor dopusta, a ne? Danes smo že prišli na normo 5 pol, ne? Ampak če štejemo recimo maksimalen honorar, ki bi ga pač prevajalec dobil, a ne? Je stvar v tem, da ga niti cenzusa ne dosežemo, če prevajamo vse mesece po 5 pol na mesec, ne? Mogoče bi samo to dodali, pojasnili, ne, da koliko je avtorska pola, ne? Se pravi, avtorska pola je 17 strani oziroma 25.500 znakov brez presledkov oziroma 30.000 znakov s presledki, recimo, ne? 30.000 znakov s presledki, ne, s tem, da moramo vedeti, da gremo tukaj v škodo prevajalca, a ne, ker čisto, če bi šli čisto na izračun, a ne, smo nekje tam na 28.000 ali pa 28.500 znakov s presledki, ne. To pustimo, ne. Tretja pereča stvar namreč je še dinamika izplačil honorarjev. To se slabša iz leta v leto in sicer je tako, da je praviloma v svetu dobijo prevajalci 30 dni po podpisu pogodbe že nek določen avans. To se pač dogovorijo, je to 30%, 25%, kakorkoli, ostal honorar pa dobi prevajalec ob oddaji svojega prevoda. A ne, skratka tistih 75 ali 70%. Pri nas je bilo do pred kratkim nekako pravilo, da smo prevajalci dobili 50% ob oddaji prevoda, ostalih 50% pa po izidu, 30 dni po izidu prevoda. S tem seveda nosi literarni prevajalec tudi riziko izdajanja knjig, ker v končni fazi njegovo delo je bilo opravljeno že pred meseci, a ne, in mora čakati na tisti honorar. In ta honorar se seveda ne viša s tem, da recimo zahtevnost besedila, dolžina besedila, izkušenost prevajalca, a ne, na tarifi smo vedno skozi isti, a ne, samo potem še ta dinamika izplačila je še toliko slabša, da imamo zaradi tega problem. V zadnjem času pa že dobivamo pogodbe za recimo za primer subvencioniranih knjig, da bo izplačilo ne bo v 2 kosih, ne, kot sem prej omenila, ne, ampak kar v 4 in vezano glede na prejemanje subvencij od javne agencije za knjige. To so veliki problemi, ki v bistvu postavljajo prevajalca v izjemno slab položaj. In mislimo, da bi počasi morali stopiti v dialog z založniki in te stvari začeti urejati. Ker drugače bomo, ne vem, kako bomo sploh preživeli. Ja, mogoče pač malo kontekstualiziramo vsem, da pač to niso samo honorarji, ne, v resnici pač je s tem povezana seveda kakovost našega dela, ne. Seveda, mislim tudi roki se krajšajo, ne, v bistvu so pritiski vedno večji in zelo precej dodatnega dela, ki gre pri tem literarnem posredništvu, ki je povezano s tem, ne, se pravi branje del, recenziranje, vse to, kar gre pravzaprav naš dodaten delovni čas, to sploh ni več plačano. Včasih so bile recenzije plačane, danes niso več, ne. Tako da to je velik problem tudi glede same strokovnosti, ker enostavno časa zmanjkuje, ne. Mogoče bi se ozrli malo na tuje. Iztok, torej ti poznaš smernice Cejatlove, moram povedati, da je DSKP na svoji spletni strani objavljal te smernice za poštene prevajalske pogodbe. Jih lahko na kratko predstaviš? Ja, v glavnem pač Cejatl, se pravi ta Evropski svet združenj literarnih prevajalcev, oni spremljajo stanje glede avtorskih pravic in avtorskih pogodb po celi Evropi in so sestavili potem neke smernice že na podlagi prejšnjih izhodišč, ki so bile pred nekaj leti sestavljene. Te smernice so prevedene v slovenščino, so na naši spletni strani. Zdaj, če jih ne najdete, objavljene so bile v zavihku, ne spregledajte 10.10., ampak v kratkem bodo na, mislim, da v zavihku Tarifnik, pač nekem, da se bo lažje najdel, no. Sicer pa tudi na Cejatlovi spletni strani v angleščini CEATL se napiše. Kakorkoli, v glavnem, kaj so te glavne?
po eni strani so samoumevne, ampak malo pozabljamo na njih včasih. Naprimer to, da mora biti pogodba v pisni obliki. Ne? Naprimer, ne? Ali pa, da veliko je poudarka na prenosu materialnih pravic. Ne? Zdaj, tukaj je treba malo bolj konkretizirati, ker mogoče širša javnost ne ve, za kaj gre, pa mlajše gre za tako imenovane te laično rečeno male pravice, gre za pravice iz javnega priobčevanja, se pravi to, kar se bere na televiziji, na radiju. Tukaj niso jih nujno ponatisi, ampak vse pač ta radiodifuzija pa to. To se kar en masse se to prelaga na založnike, ne da bi sploh prevajalci točno vedeli, kaj sploh stoji v zadnji, ko piše pač vse materialne pravice, kaj to pomeni. Zdaj CEATL pravi, da mora biti vsaka podeljena pravica navedena v pogodbi in da ne sme vsebovati prenos pravic za tehnologije, ki še ne obstajajo. Ne? In pač samo to, kar je. Poleg tega ne sme biti kar za v nedogled te pravice, ampak mora biti vse stvar pogajanja in ne bi presegale, časovno ne bi presegale tistih pravic, ki jih dobi založnik za izdajo dela. Ne? Se pravi, če ima založnik 5 let pravice za izdajo in za prodajo, potem ne tudi toliko trajajo te pravice, traja ta rok prenos pravic s prevajalca na založnika, seveda, če ni določeno drugače, bolj natančno, v nobenem primeru pa ne več kot 10 let. Potem so recimo moralne pravice, za katere se prevajalci zelo močno borimo, kaj po domače povedano moralne pravice, katere so te moralne pravice, ki nas pestijo, to je, da nas ne navajajo. Ne? Se pravi, CEATL priporoča, da naj bo prevajalec naveden povsod, kjer je naveden avtor izvirnika. Se pravi, na naslovnici, v recenzijah, v člankih. Vedno znova se soočamo z izgovori, da ni prostora. Zmeri je prostor. Enostavno tukaj gre za novinarsko šlamparijo. Mislim, jaz tukaj nočem šimfati čez druge sektorje v povezavi s kulturo, ampak gre čisto preprosto za brezbrižnost in mi podarjamo na društvu, nagovarjamo prevajalce, nagovarjamo kogarkoli že, ki ima neko moč pri tem, da naj striktno se navaja prevajalec, kadar se navaja tudi prevod. Ne? Potem so še take samoumevne, ki včasih niso samoumevne, naprimer, da bo založnik posredoval prevajalcu končno različico besedila v odobritev. Ne? Tudi to je stvar moralnih pravic, se pravi, da ima prevajalec neke vrste zadnjo besedo. Potem, govori tudi o plačilu, da mora biti toliko visok, da lahko prevajalec preživi od svojega dela. In še nekaj, na kar tudi hitro pozabljamo, je to, da naj prevajalec ne dela brez plačila še nekega drugega dela. Ne? In to se zelo hitro uštuli, kadar ti recimo dobiš kakšen prijazen mail, če lahko napišeš opis dela za kakšen razpis. Ne? 1000 znakov. Mislim, vse ni problem, vse to naredimo. Ne? Sam to je za nas dodatno delo, ki ti vzame toliko in toliko časa. Ne? Potem ena zadeva, ki jo tudi tukaj opisuje, da je nesprejemljivo, da je honorar vezan na izid dela. Ne? Potem, to je v bistvu, to je v grobem to. Zaenkrat o tem govori. To ni zdaj zelo obsežno čtivo, tako da si vzemite teh 10 minut in ga preberite, zato da boste imeli malo večji občutek, na kaj treba biti pozoren pri branju in podpisovanju pogodb. 23. aprila, ko je bila predstavljena Bela knjiga o prevajanju, so tudi založniki in slovenski pisatelji opozorili na težave pri svojem delu. Ker gre za soodvisna razmerja, se težave enih prenesejo k drugim deležnikom kroga knjige. Gospa Vlasta Vičič, kako vi na kratko ocenjujete razmerje med različnimi deležniki, predvsem pa med avtorji in založniki, ki so tisti, ki urejajo avtorska razmerja, o katerih danes govorimo? Hvala lepa za povabilo in za prijazne besede na začetku. Moram reči, da sem se v Kijevu res najbolj razveselila, ko sem vstopila v neko knjigarno in je bil tam prevod slovenske slikanice v ukrajinščino razstavljen pri vratih. Ne? No, jaz bi najprej poudarila, da nas zelo veseli, da nastajajo strokovne podlage, kot je Bela knjiga, ki je res
veliko delo, ki ste ga naredili, a ne, ker pač podlage za delo v založništvu, v prevajalstvu, a ne, morajo nastajati predvsem v stanovskih društvih, ne, kjer so pač največji strokovnjaki in praktiki, a ne. Javna agencija za knjigo pač se zelo zaveda in tudi v praksi demonstrira, ne, mislim, te izenačitve prevajalec je avtor. Od leta 2016 smo mi v pogodbe sofinanciranimi založniki vključili pogoj, da mora biti avtor prevajalec naveden enako kot avtor, se pravi na naslovnici, na ovitku, a ne, to je pač en tak pogoj, ne. Res pa, da javna agencija za knjigo sofinancira približno 6 do 7% vse knjižne produkcije, a ne. Nas sicer veseli, da opažamo tudi pri drugih založnikih, ki niso sofinancirani, zdi se mi, no, saj jaz to opažam, da je vse večkrat prevajalec naveden, ne, da se morda le nekako z vsemi temi tudi pogovori ozavešča založnike o temu, kako pomembno je in da marsikdaj neko knjigo kupimo ali preberemo tudi zaradi prevajalca na zavihku, a ne. Rada bi dodala, da smo mi, mislim, da je javna agencija za knjigo leta 2017 bila založnik knjige Petre Hart, nabava, varstvo in prodaja avtorskih pravic, kjer so tudi navedeni pač elementi pogodb, ne, s tem, da ima knjiga tudi dodatek v slovenščini, kjer je vzorčna pogodba, sicer za izvirne avtorje, ampak se seveda prilagodi tudi za prevodna dela, a ne, kjer so zelo zanimivi faksimili starih pogodb, a ne, recimo iz leta 62, neka kratka pogodba, Državna založba Slovenije, mislim, da je avtor, ne, zelo kratko opredeljeno, ampak tam je opredeljeno, recimo tudi knjigo bo oblikoval, knjigo bo postavil, knjiga bo izšla vezana v platno, dobro, toliko izvodov, toliko honorarja, a ne. Seveda se sama absolutno strinjam s tem, kar je prej govorila gospa Mateja, a ne, avans bi moral biti najmanj 30%, mislim, da so to smernice CEATLA, a ne, in pa ta rok ne po izidu, ampak seveda 30 ali 45 dni po oddaji prevoda, a ne, s tem, da seveda prevajalec, ki je izenačen z avtorjem, ima seveda enake pravice kot avtor, se pravi, da dobi na vpogled uredniške pripombe, da dobi na vpogled lekturo, korekturo, da se mora strinjati s temi popravki, a ne. Seveda je osnova pisna pogodba, a ne, ampak pisna pogodba je pač tisti prvi korak, a ne, drugi korak je pa seveda pač medsebojno zaupanje in spoštovanje založnikov in urednikov, ki so pač v dialogu, ki en drugega upoštevajo in spoštujejo, a ne. Kar zadeva honorarje javne agencije za knjigo, so to res izhodiščni honorarji, najnižji honorarji, ne, od tu dalje pa bi se šele pogovarjali potem o zahtevnosti knjige, o nakladi, ne, konec koncev prevajalec tudi mora biti pazljiv pri temu, kaj je ta njegov pavšalni honorar, predpisan honorar po izhodiščni tarifi, a ne, in pri velikih nakladah, a ne, bom rekla Harry Potter ali karkoli, da se dogovori potem tudi za neke procente od prodaje, da je dogovorjeno tudi, kaj se zgodi v primeru ponatisa ali dotisa, ne, da se ne pogajajo potem spet od začetka zdaj, kakšen je ta procent, no, skratka, cela vrsta stvari, a ne, in mi pač seveda zelo podpiramo izoblikovanje neke vzorčne standardne tipske pogodbe, a ne, ki pa jo morajo izpogajati založniki, avtorji in prevajalci, a ne, in jo bomo potem mi seveda
objavili kot priporočeno za vse stvari. Nataša Detiš. Kako so z avtorskimi pogodbami zadovoljni založniki? Kakšni so njihovi pogledi na korektno avtorsko pogodbo? Različno. Že naprimer Društvo slovenskih založnikov ima 65 članov iz 43 ustanov, to je založb, knjigarn, nekaterih univerzitetnih inštitucij in tako naprej. In toliko kot je članov oziroma ustanov v društvu, toliko je pogledov na avtorske pogodbe, honorarje in tako naprej. Jaz mislim, da vse to, kar smo slišali, to stanje, ki ga trenutno opažamo pri pogodbah za prevajalce, ne velja samo za prevajalce, ampak nasploh za ustvarjalce v knjižni panogi in tudi ne samo v knjižni panogi, ampak nasploh za ustvarjalce v kulturi. Sem se pogovarjala z glasbeniki, imajo enake težave, so na pragu revščine. To je posledica nečesa. To je posledica stanja v založništvu zdaj, da padajo honorarji prevajalcem, padajo honorarji avtorjem, ilustratorjem in tako naprej. Tukaj bomo težko zdaj našli neko rešitev ali pa se strinjali ali ne strinjali z določenimi členi pogodb. Lahko samo rečem, da založnikom, tistim resnim, ki imajo namen dolgoročno izdajati knjige, kakovostne knjige, je vsem v interesu, da bi bil ta trg vzdržen, da bi prevajalci lahko s svojim delom preživeli in imeli samo toliko dela, da bi lahko oddajali vse prevode kakovostne. Verjamem pa, da v tej hudi stiski, v kakršni smo trenutno založniki, vsak najde neko svojo pot, ki lahko krči stroške, ki lahko doseže, da z manj stroški še vseeno nekaj izda. Pogovarjala sem se z založniki in vsi pravijo, da itak se že vemo, da se ne da. V Sloveniji se knjige ne da več izdati po ekonomskih kriterijih, da bi brez subvencije prodal knjigo in iz tega prihodka izdajal nove in plačeval plače in ustvarjalce. Razen nekaterih, ampak mogoče sploh ne govorimo o teh, ne. Jaz tudi upam, da ni postal standard 80 € na avtorsko polo za prevajalca, ampak da so to obrobne težave, ki jih tudi mogoče lahko rešujete znotraj društva prevajalcev, da opozarjate to, kar tudi počnete, ne, da naj ne podpisujejo takih pogodb, ker potem se trg prilagodi in potem vidijo, da gre skozi in nekateri to izkoristijo. Jaz še nisem recimo osebno kot založnica v katerikoli založbi do zdaj sem delala, nikomur ponudila pogodbe za 80 € na avtorsko polo, ker to pač vem, da ne bom dobila niti kakovostnega prevoda, niti ne bo knjiga potem v redu, no. Ampak verjamem pa, da tudi to poskušajo in ravno potem, če to rata, če prevajalec ali pa avtor ali pa ilustrator podpiše, ne, je to še toliko težje potem zajeziti ta pač plast, ne. Kar se tiče tudi rokov plačila, spet, ne, to je posledica tega, da je res težko izdati knjigo v slovenščini, da bi celo kakšen avans plačal prevajalcu in ne verjamem, da če se bomo pogovarjati začeli ali pa poskušali najti eno skupno pot, da se lahko za to dogovorimo. Sploh pri nesubvencioniranih izdajah. Seveda je pa nujno, da se o tem začnemo pogovarjati, ker tistim založnikom, ki pa ustvarjajo kakovostne knjige, je pa v interesu, da bi ta trg, ne, nekako nasplošno bil kakovosten, da bi obstali založniki, ki se trudijo izdati, ki delajo na dolgi rok, delajo resne knjige, imajo stalno produkcijo in bi radi ohranili kakovostne prevajalce in druge ustvarjalce, no. Super, hvala Nataša. Ja, Mateja, mogoče zdaj, pač ti poznaš Nizozemsko, ne, kjer pač vzorčna avtorska pogodba je pač obstaja, je sprejeta in tako. Ne vem, zanima me, se misli Nataša, se mi zdi, da v bistvu mogoče bi pa kakšno od teh stvari, se pravi težav s slovenskim knjižnim trgom, lahko rešili z neko win-win kombinacijo, ne govorim zdaj.
tudi s tem, ne, da se nekako spremejo neki standardi, pa da v bistvu skušamo vsi k temu stremeti. Ja, vsem bi pomagalo, tako, ne. Skratka, Nizozemska, ne, kaj v bistvu je, ne vem, kje so tiste prednosti, no, ki jih je recimo sprejetje vzorčne avtorske pač na Nizozemskem prineslo? Mislim, tako kot je Ceatel ugotavljal, dežele, ki nimajo tovrstnih sporazumov podpisanih, dogovorjenih med založnikom in ustvarjalci, tam je knjižni trg veliko bolj ranljiv in nereguliran kot v deželah, ki te pogodbe imajo. Tako kot ste rekli, da bi mogli pravzaprav prevajalci opozarjati in opozarjati mlajše prevajalce ne podpisovati pogodb za 80 evrov na polo, ravno tako bi vi kot založniki lahko opozarjali, ne morete, ne vem, imamo založnika, ki take pogodbe dajo podpis. Skratka, na obeh straneh imamo problem, ampak pri Holancih recimo je tako, da je ta prva taka vzorčna pogodba, osnovna pogodba nastala že leta 2004. Vedeti moramo, da v Sloveniji smo prvič poskušali tako vzorčno pogodbo skozi spraviti leta 2007 in nismo bili uspešni, ker so nas založniki takoj zavrnili. Tako da mi pravzaprav zdaj po 10 letih poskušamo nekaj obuditi, vedeti moramo, da se pri nas to vleče že 12 let na zbornici. Ni šlo skozi. Skratka, Holandci imajo leta 2004, prenovljeno leta 2012, prenovljena leta 2016 in zdaj, ko so nove smernice leta 2019 prišle ven od Ceatla, se že pripravljajo, da bodo pogodbo znova uskladili z temi smernicami. Ta pogodba obsega 24 strani. Noter so vse tancijeme, koliko procentov naj bi, mislim, v bistvu niso določeni, koliko procentov naj bi zdaj nek avtor dobil od ponatisa ali ne vem česa, ampak vse zelo podrobno, vsa možna razmerja, različice, vse možne izdaje, vse to je v to pogodbo zavedeno. In je holandski trg, kot vemo, eden najbolj trdnih književnih trgov, kjer so vsi založniki in prevajalci, se pravi društva in, ker oni imajo skupaj društvo književnih prevajalcev in društvo pisateljev je kot ena organizacija, s pravno službo, profesionalizirana in se dejansko lahko pogovarja z založniki in ti odnosi so jasni. Tukaj odstopanja ni. In mislim, da je to ena taka trdna osnova, ki pravzaprav zelo olajša delo. Jaz mislim, da to olajša delo, ne pa da pravzaprav ne vemo, mi ne vemo, kaj podpisujejo nekateri prevajalci, založniki ne vejo, kakšne pogodbe drugi založniki naokrog razpošiljajo, in tam se to obnese. In je zelo uspešen in tudi ta prodor v tujino njihove književne produkcije je zelo uspešen, tako da ne vem, jaz mislim, da ne bom rekla, da se moramo zdaj po njih zgledovati, ampak imajo tudi Nemci, imajo zdaj mislim, da novo vzorčno pogodbo, Flamci so jo ravno kar ven dali, tako da Francozi vem, da jo imajo, teh narodov je precej, in ti književni trgi je dokazano, da so bolj uspešni kot tisti, kjer vlada, tako rečeno, en Teksas. In Slovenija, je v temu območju Teksasa, kar se tega tiče. Tako je. Mogoče isto, Nataša, mogoče tudi ti, še kakšni mednarodni, bi rekla, dobre prakse, no? Ti imaš, Nataša, po založniški plati, bi rekla, tudi cel kup nekih stikov s tujino, isto prek Ceatla, no? Mogoče kakšne dobre prakse, kaj bi, ne vem, kakšna dobra praksa, ki bi nam lahko pomagala pri tem našem pogovarjanju. Tukaj bi samo to še dodala, da mi težko primerjamo te trge, ki so bili omenjeni z našim, sploh glede na trenutno stanje, kjer ugotavljamo, da je v zadnjih 10 letih stanje v založništvu postalo nevzdržno, da propadajo založbe, da bomo naslednje leto imeli še več založb, ki so zaprla vrata, in da res težko zdaj v tem trenutku govorimo o tem, o Teksasu, ker je v resnici zdaj Teksas, Če pa se pa strinjam, da je dobro začeti s temi pogovori na novo, ker vsaj nekaj razmerij je pa nujno urediti, drugače bo pa vse še slabše in bo ta Teksas tudi na področju založništva in izdajanja knjig še večji, tako da sem to.
Ja, če se navežem na to, kar je Mateja prepovedala o tej korelaciji med trdnostjo trga in urejenostjo razmerij, ne. Naprimer, lahko si ogledate od teh recimo urejenih držav, kot so skandinavske države, ne. Problem je v tem, da veliko teh društev ima na svojih spletnih straneh vzorčne pogodbe, ampak so pač v lokalnih jezikih, ne. Norvežani imajo k sreči to tudi prevedeno v angleščino, tako da jaz priporočam, da obiščete njihovo spletno stran. Povezave na njihove spletne strani najdete tudi na naši spletni strani, se pravi, če odprete DSKP-jevo stran, čisto spodaj piše koristne povezave in če tam kliknete en kup enih inštitucij in tudi vsa društva, ki so člani CEATL-a, so tam navedena, pač vse ti linki so navedeni, pač pri Norvežanih odprite tisti, ki sta dva linka, dve društvi, Norsk Oversetter Forening, se pravi, pa še eno drugo društvo, ki je za širše, še za druge sektorje prevajalcev, pač ta je književn, ne. In zelo tam samo kliknete na angleščino in zelo hitro boste našli pač to tipsko pogodbo, poleg tega imajo tudi močno pravno podporo Angleži, Francozi, potem tipske pogodbe imajo, mislim, da objavljeni Katalonci, Španci, Hrvati, Švicarji, to je pač od jezikov, ki jih prepoznam, ne, tako, kaj je pač. Pogodba imajo tudi pravno podporo neke vrste tudi Poljaki in Čehi, tako da se da kar teh referenčnega materiala je kar veliko, tako da priporočam res malo, da se naredi malo raziskave, čisto preprosto malo je treba klikati pa gledati, kaj imajo druga društva, ker to je res zelo zapleteno in veliko področje in delovna skupina za avtorske pravice v CEATL-u ima zelo veliko dela tudi z raznimi evropskimi direktivami, tako da težko je na hitro povzeti, kaj vse se na tem področju dogaja, pa kako. Ampak enostavno pač, kakor vsi poudarjamo, noben ne bo podpisoval pogodb namesto nas, noben ne bo bral pogodb namesto nas, pač mi smo tisti, ki smo prvi in zadnji, ki smo odgovorni za to, kaj bomo na koncu, kakšen bo naš izkupiček, ne. Mogoče bi vseeno še en drug krog recimo naredili, no? Gospa Večič, vi ste že prej rekli, ne, da pač JAK podpira, da bi JAK tudi si želel, ne, sam seveda moramo to pogodbo izpogajati. Kaj se vam zdi recimo, da bi bile prednosti, no, take vzorčne avtorske pogodbe? Mislim, ne vem, po mojem bi kakšne pozitivne stvari vseeno to prineslo, ne? Ja, zagotovo bi prineslo pozitivne stvari. Gospa Mateja me je prej spomnila, da smo takoj po ustanovitvi JAK-a sprožili pač pogovore med društvom prevajalcev, avtorjev, založniki takrat, in smo dolgo časa sedeli in se pogajali, da bi prišli do neke tipske pogodbe, pa nikoli nismo prišli do tega, ker bodisi ena, bodisi druga stran ni bila zadovoljna, pa smo pol to še enkrat oživili, pa nekako ni uspelo, no. Jaz mislim, da bi za začetek lahko zelo hiter, ker seveda vzorci že so, kot pravim, en vzorec je v naši knjigi Hartove, en vzorec ste vi že naredili, pač, da bi lahko zelo hitro se usedeli in prišli do tega, da bi imeli vzorčno pogodbo v smislu, da bi bila to pogodba, ki bi imela nujne elemente, nujne elemente, to, kar je gospa Mateja tudi omenila, tudi Nataša, nujne elemente in bi pač pomagala in pač izkušenim prevajalcem, ki včasih tudi kaj prezrejo, ker se jim ne ljubi brati, in mladim prevajalcem in založnikom, da bi sploh videli, katere stvari v pogodbi morajo imeti. In to bi bil prvi korak in po mojem ta prvi korak bi lahko zelo hitro naredili, morate ga vi izpogajati. Boj pa naslednji korak šele vse te opredelitve, a toliko avansa, a toliko plačila, ampak to, da se točno vidi, na kaj je treba biti pozorna, In nikakor pač res ne pristajati, mislim, na pogodbe tipa, honorar je toliko, če dobimo subvencijo, JAK je honorar toliko, Ker tukaj tudi ne smemo pozabiti vedno, ko govorimo o sofinanciranju založništva, o sofinanciranju knjig, iz knjižne izdaje se v precejšnji meri financirajo z javnim denarjem tudi za odkupi
za knjižnice. Ne? In če ste brali, kakšne 3 tedne nazaj, kolumna Maje Novak v Mladini, ne? Kjer je lepo opozorila prevod Bukarjeve nagrajenke, The Milkman, Mlakar, Annie Burns, v 400 izvodih v javnih knjižnicah. A ne? Prevodi Sovretovih nagrajenk, Brede Biščak in Tatjana Jamnik, komaj nekaj čez 100 izvodov. Tako da tudi tukaj je treba biti pozoren, ne? Seveda so različni tipi založnikov in različne založbe, ampak en tip založnikov je tisti, ki dela knjige za knjižnice in jih prodaja knjižnicam. In tukaj bi tudi, pričakujemo od prevajalske stroke, da enkrat tudi o temu se odpre debato in se reče konkretno, to je pač za nič nesprejemljivo, ne? Ker tam najbrž honorariji so 80 evrov ali pa še manj, ne? In temu primerni so tudi prevodi. Se upravičujem za dolgo. Nataša, vseeno še k tebi se vrnemo, ne? Še smo v tem času, ko si lahko z nami. Tako zanima me, no, meni se zdi recimo, ne, tudi kot majhni založnici, da bi bile neke uzance, ne, ki bi jih nekako založniki lahko poznali ali pa uporabljali, ne, nekako praktične, ne, enostavno pač mislim, da to vsi rabimo, ne, nekaj izhodišča, to, kar je gospa rekla, ne, Vičič, nekaj izhodišča, nekaj, kar je pač mogoče, o čemer je mogoče govoriti, nekaj takega dobro, kar bi mogoče lahko odložili, ne. Kako se ti to zdi? Seveda, jaz tudi mislim, da sploh danes, ko založbe ustanavljajo ljudje iz različnih poklicev, ki so prišli v založništvo, ne, eni po naključju, eni smo pač prišli po dolgoletnih izkušnjah in smo neke vzorčne pogodbe morda prenesli ali pa se naučili uredniškega dela od predhodnikov, vsi pa tudi ne. In seveda bi nam vsem manjšim zelo prav prišli vzorci. Zdaj, drugo je pa to, ne, kako jih bojo pa upoštevali in s kakšnim namenom ljudje vstopajo v to založniško panogo. In tukaj je na nas vseh, ne samo na prevajalcih in avtorjih in založnikih, da tudi vzpostavimo neke standarde. Ne. Tudi sem sama lektorica in tam potekajo iste debate. Ne. Ali vzpostaviti celo licenco za lektorje, ali kar vsak lahko lektorira, ali kar vsak lektor, ne, ali prevajalec. Vsak, ki je slovenščino študiral, še ni lektor, ne, in učitelj ne more se podpisati kot lektor. No, lahko vse, ne, sem kakšen je izdelek in verjetno je povsod podobno, tudi pri prevajalcih. In založniki pa, kot sem rekla, zelo različno potem izkoriščajo vse to, ne, do teh pač, ne, romanov, ki jih Vlasta omenja, ki prihajajo v knjižnice z ogromno subvencijo, kakor v javnem interesu. Ne. Mogoče sklepno vprašanje za vse. Se pravi, seveda, se bomo lahko usedli, kaj pravite? Se bomo lahko usedli, bomo čez 1 leto odpirali šampanjec, ker smo nekaj dosegli, ker smo se nekaj dogovorili. Jaz mislim, da se moramo, ne? Da nekje treba začeti z majhnimi koraki in potem se lahko nadgrajuje, ne, vsakič dodamo kaj. Je pa res nehvaležen čas zdajle, no, za založnike. To seveda ne pomeni, ne, tudi založniki, ko ni v interesu, da bi ostale samo nekakovostne knjige, ne, v slovenščini, ampak ravno ta težava, ne, da upad izdajanja knjig se pozna samo na kakovostnih knjigah. Nič ni upadlo tisto, kar je nekakovostno. Ne. Še vedno enaka količina tistih izide, tako da tukaj so nujni tudi ti ukrepi. No. Sklepna misel, Mateja, Iztok, gospod Vlasta. Ja, nič, ne, pač treba se bo sesti in dogovoriti počasi, ne. Mislim, to, da se pripravljamo na to debato 10 let, ne, je imelo svoje posledice, no, ki jih vsi občutimo in mislim, da je trenutek pravi, no. Se lahko počakamo do konca sejma, ne, potem pa se usedemo. Lahko bi prenesli neko poljsko prakso, ki se mi zdi zelo simpatična, namreč poljsko prevajalsko društvo podeljuje nagrado za prevajalca najboljšega založnika, ne? Najbolj prijaznega založnika. Mislim, da mu pravijo Hieronymusov lev ali nekaj takega.
Ne, mislim, hočem samo reči, da če smo že mi prevajalci tako samokritični, pa poudarjamo, da moramo tudi mi med sabo paziti, kdo kvalitetno dela, pa ono pa tretje bi nekako, če pa podobno samokritiko tudi od založnikov in da pač tudi malo drugega korigirajo, če kdo pri kom opaz kakšno prakso, ki pač ni v redu. Lepo veselo na delo. Po moje lahko v začetku naslednjega leta. Se neka vzorčna pogodba z vsemi možnimi elementi, saj seveda jo ne bojo vsi upoštevali, ampak zato, da se jo lahko objavi na spletni strani agencije, pri društvih, pri zbornici, da je potem na voljo, ne? Ker ima človek dejansko potem slab občutek, seveda imamo mi to vzorčno pogodbo že prej omenjeno, ne? In še kakšno, ne? Ampak če se obrne nek nov mlad prevajalec ali neka nova založba, ne? Ti to pošiljal, se ti ne zdi ravno korektno, ne? Nekaj pošiljati, kar le ni tako usklajeno, no? Tako da mislim, da bi to zelo lahko naredili. Mogoče še kakšno vprašanje iz občinstva? Smisleno, da... Ja. Mogoče še počakam, če se kdo junači, če se kdo pogumi. Ja, ne, potem bomo pa sklenili, Nataša Detič žal ima druge obveznosti, odhaja. Še kdo? Ne? Se mi zdi, da sem te na roko videla. Ne. Potem pa hvala vsem za pozornost. Zelo sem vesela, da je med nami veliko mladih. Ta naša okrogla miza v resnici ima tudi en tak edukativni namen, ne? Tako da si tu zelo želimo seveda, da bi, ko vstopate na trg dela, ne, da pač bi poznali razmere. Vsem hvala za pozornost, mojim gostom, tudi hvala za sodelovanje in upam, da naslednje leto odpiramo šampanjec.